Skozi celotno zgodovino so ženske vedno želele biti elegantne. Tokrat sem za njihovo eleganco skrbel jaz. Natančneje za izgled njihovih dragocenih nog. Postal sem nogavičar. V starem Egiptu so pred več tisoč leti ženske izdelovale nogavice iz rastlinskih in živalskih materialov. To so bile grobe nogavice in potrebovali smo skoraj 2000 let, da smo izumili poliamid. Od takrat razvoj nogavic strahovito napreduje. Ker tega materiala ni bilo od začetka dovolj, so medvojno ženske celo padala razrezala, da so si izšivala potem nogavice, v katerih so pač ugajala zunanjemu svetu. Izdelava moderne kakovostne nogavice poteka v več stopnjah. Najprej jih je potrebno oblikovati, za kar je zadolžena modna kreatorka, ki pripravi dizajn in ga shrani na disketo. Le-to odnesemo v proizvodnjo in na neki veliki konzoli namestimo novo podobo nogavice. Stroj jih izdela in zaposlene šivilje jih hitro zašijejo ter pripravijo za barvanje. Preden končni izdelek zapakiramo, je potrebno še preveriti, da slučajno nogavica nima kake luknje na peti ali prstih. Ko smo vse potrebno opravili, jih zložimo v škatlo in odnesemo v trgovino, kjer različni kupci kupujejo vse mogoče artikle. Najpomembneje je, da so zadovoljni. Trenutna proizvodnja polzele je 100 tisoč, cirka 100 tisoč parov ali komadov na dan, kar pomeni, da letno proizvedemo nekaj manj kot 25 milijonov parov. Danes je družba prenasičena. Proizvodnja je večja kot potrebe, zato so proizvajalci prisiljeni tudi v zmanjševanje kadra. Dodatni problem predstavlja tudi osnovna surovina nogavic, ki je v svetu vse bolj cenjena in iskana. Osnovna surovina je nafta, zato je oscilacija cen na svetovnem naftnem trgu zelo pomembna tudi za ceno proizvodov v nogavicah, predvsem v teh finih nogavicah, ki jih ženske pretežno nosijo. V zadnjem času pa vse več za prosti čas tudi tako imenovane bombažne, torej se pravi izdelke za šport, za prosti čas iz bombaža. Ko bo enkrat črnega zlata pričelo primanjkovati, bodo morda ženske ponovno začele nositi nogavice iz živalskega črevesja. To ne bi bilo ravno elegantno, zato proizvajalci za izdelavo nogavic razvijajo nove umetne materiale. To nekateri nogavičari že uporabljajo, na primer Kitajci, ki od 1.1.2005 lahko sodelujejo na evropskem tržišču. Ker jih je veliko in delajo za manj kot $100 na uro, lahko na trgu povzročijo številne probleme. Bojo kupovali kitajsko blago, vendar za svoje potrošnike mnogi iščejo predvsem blago izdelano v Evropi, to se pravi z evropskim poreklom. In tukaj vidimo našo možnost, to se pravi predvsem v kvaliteti, v rokih, ker smo lahko absolutno hitrejši od Kitajcev. Seveda bojo pa določene enkratne količine, kot so mogoče za posamezne sezone, pa sigurno iz Kitajske prisotne, po drugačnih cenah, nižjih cenah in tako naprej. Nogavičare čaka težka prihodnost in vse težje in težje boste v tem poklicu prišli do želenih milijonov. Lahko boste vašim ljubljenim osebam vedno znova prinesli kak nov par kvalitetnih nogavic. Če ne bodo izdelane na Kitajskem, jih bodo zagotovo veseli. Do naslednjič, ko vam mogoče predstavim vaš sanjski poklic.